Dober dan. V programu je bil sicer napovedan glavni urednik založbe, dr. Jonathan Winkler, ampak je žal ni mogel danes se udeležiti, tako da sem prišel v njegovem imenu jaz, ki sem v založbi vodja založbe. Založba je Univerze na Primorskem je nastala leta 2010. Takrat je bila ustanovljena kot ena od založb na univerzi, ker je bila založniška dejavnost organizirana tako kot večinoma na slovenskih fakultetah, da je imela vsaka fakulteta svojo založbo ali pa vsaj svoj oddelek za založništvo. No, leta 2016 smo potem založniško dejavnost na univerzi reorganizirali, smo ustanovili samo eno skupno založbo, v katero smo združili vse oddelke. In tako danes na univerzi izdajamo 6 znanstvenih revij in na leto izdamo približno 10 znanstvenih monografij in okrog 10 drugih publikacij. Večina teh publikacij izhaja v odprtem dostopu. Znanstvene revije vse v odprtem dostopu in velika večina monografij in drugih publikacij prav tako. Odločitev za to, da publikacije izdajamo v odprtem dostopu, je nastala že ob ustanovitvi založbe leta 2010, ko smo analizirali poslovanje in ugotovili tisto, kar se nam je že tako zdelo, da je izdajanje klasičnih knjig v tiskani obliki zelo drago, predvsem pa neučinkovito. Namreč naklade znanstvenih monografij so zelo nizke, v Sloveniji je to običajno okrog 200 izvodov ali kaj podobnega, kar pomeni visoke stroške na izvod, pri 200 izvodih, od katerih jih prodate morda 100 ali 150, ne morete pokriti stroškov produkcije. To je nemogoče. Ne? Poleg tega je akademske knjige že tako težko prodati. Trg je majhen, še posebej, če so napisane v slovenščini, in tudi na tem trgu plačujete visoke provizije distributerjem, plačujete provizije knjigarnam. Predvsem pa imajo tiskane znanstvene knjige zelo majhen vpliv. Če prodate 100 knjig, je ta vpliv pravzaprav zanemarljiv. Za to knjigo v resnici skoraj nihče ne ve, da je izšla. In je torej učinek takega izdajanja zelo, zelo majhen, predvsem glede na vložena sredstva. In pri tem avtor tako ali tako ne dobi plačila za svoje delo, založba nima nobenega dobička, dejansko ima izgubo s takšnimi knjigami. Dobiček imajo samo tiskarji, ki knjige tiskajo, distributerji in knjigarne. Ker so knjige financirane z javnim denarjem, je na koncu edini učinek tega, da pač zasebna podjetja pridejo do dobička. Zato smo se seveda odločili, da bomo večino publikacij preselili v odprti dostop. Nekaj publikacij še vedno izdajamo v tiskani obliki, ker nekatere knjige se vseeno da prodati, se pokrijejo stroški, tako da pri majhnem številu knjig še vedno ohranjamo pač klasičen način izdajanja, pri veliki večini pa knjige izhajajo in revije v odprtem dostopu. Prednosti odprtega dostopa so očitne. Knjiga izdana v odprtem dostopu je mnogo bolj vidna. Takšna knjiga ima veliko večji učinek, bistveno lažje doseže bralce in zato imajo spletne publikacije v odprtem dostopu tudi več citatov od publikacij, ki niso v odprtem dostopu.
Izdajanje takšnih publikacij je bistveno hitrejše, ker preskočimo postopek tiskanja, preskočimo distribucijo tiskanih publikacij. Publikacija je neposredno dostopna takoj po objavi. Distribucija je zelo enostavna, preprosto jo objavite na spletni strani oziroma jo vložite v katerega od repozitorijev ali kaj podobnega, kar pomeni bistveno nižje stroške produkcije publikacij in distribucije teh publikacij. Praktično strošek distribucije je zanemarljiv ali pa ga sploh ni. Te publikacije je tudi dosti lažje najti na spletu. Niti ni potrebno iskati recimo po zbirkah povzetkov ali kaj podobnega. Večino publikacij, ki so v odprtem dostopu, lahko najdete neposredno že preprosto z Googlom. Pomembno je tudi, da pri publikacijah v odprtem dostopu avtor ohrani avtorske pravice nad temi deli. Upoštevati pa je treba tudi, da ima odprti dostop gotovo tudi negativne plati. Predvsem se moramo zavedati, da je to nek proces, ki traja, ki se dogaja v tem trenutku in je težko predvideti, kakšne učinke bo imel. Mi lahko pogledamo za 500 let nazaj in vidimo, kakšen je bil učinek revolucije, ki je naredil Gutenberg s tiskom. Zdaj, kakšen bo učinek revolucije z odprtim dostopom čez stoletja, je zelo težko oceniti. Gotovo se pojavljajo že tudi recimo negativne plati. Pomislite samo na recimo plenilske revije, ki so se pojavile hkrati z odprtim dostopom. Kako smo na Univerzi na Primorskem se lotili izdajanja v odprtem dostopu? Najpomembnejša stvar se nam je zdela zagotovitev kakovosti publikacij. Torej, tudi če publikacija izhaja v odprtem dostopu, morajo zanjo veljati enaka merila kot prej, ko so bile knjige tiskane. Torej, knjige morajo biti recenzirane po enakih postopkih kot prej. Publikacije v odprtem dostopu izdajamo v tako imenovanem zlatem odprtem dostopu. Torej, dostopne so takoj po objavi, prosto in v celoti, brez kakšnih časovnih zamikov ali kaj podobnega. Avtorjem ne zaračunavamo stroškov objave, vsaj ne neposredno avtorjem, ker nam ni všeč pač to, da bi avtor prikorakal v založbo, povedal, da bo on zdaj plačal za objavo in bi imel knjigo. Torej, postopek objave mora biti enak, ne glede na to, ali je knjiga v odprtem dostopu ali ne. In zato pokrivamo stroške izdajanja knjig z subvencijami prek razpisov ARRS-ja, predvsem prek raziskovalnih projektov, v katerih so predvidena sredstva za objavo rezultatov projektov v odprtem dostopu. Vse naše publikacije imajo tudi DOI oznake, zato da so lažje, da jih je lažje identificirati, lažje poiskati na spletu. Produkcijo pa večinoma izvajamo v hiši. Torej, outsourcamo zelo malo, praktično celotno lektoriranje, oblikovanje, tehnično urejanje, prelom delajo zaposleni v založbi. Na ta način zagotavljamo nižje stroške, imamo boljši pregled nad delom, delo je dosti lažje organizirati, kot če pri delu sodeluje cela vrsta zunanjih sodelavcev, ker potem večji del časa porabiš za to, da koordiniraš njihovo delo, nadziraš njihovo delo in marsikdaj bi prej sam naredil, kot da se z vsem tem ukvarjaš.
Tako da na ta način dejansko uspevamo pokriti stroške publikacij tudi z relativno omejenimi viri, ki jih imamo. Tako da univerza dejansko zagotavlja samo osnovno infrastrukturo za delo založbe, prostore in podobno, strošek dela zaposlenih je pa večinoma krit iz raziskovalnih projektov in subvencij. Hvala.